Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia 136, to so Vesti na vesti. Slovenija se je v ponedeljek vzdržala pri glasovanju o resoluciji Sveta Združenih narodov za človekove pravice, v kateri je ta obsodil izraelsko vojaško ofenzivo na območju Gaze. Mnenje o vzdržanem glasu Slovenije sta zavest podala poslanka socialnih demokratov Janja Klasinc in prvak nacionalne stranke Zmago Jelinčič. Sama sem nad tem razočarana, to moram priznati. Po drugi strani pa že spet razumem kompromise, ki se pač morajo v vseh organizacijah in Slovenija je polnopravna članica Evropske unije sklepati. To, da se je Slovenija vzdržala, mislim, da gre za pametno potezo, kajti naš glas ne bi prispeval k ničemur, ne na eno stran, ne na drugo stran. Razen tega, da bi Slovenija v svet sporočila, da je za mir. Člani Liberalne akademije so napovedano tožbo Janeza Janše uperjeno proti Slavku Ziherlu, Vladu Miheljaku in tudi drugim toženim posameznikom označili kot nedopustno obliko pritiska in zastraševanja. Na peticijo so se že odzvali na spletni strani SDS, kjer so zapisali, da Miheljak in Ziherl na nobenem sodišču ne bosta mogla dokazati svojih trditev in da s takimi potezami Liberalna akademija smeši samo sebe in še bolj načenja svojo verodostojnost. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so včeraj pred izredno sejo Državnega zbora pripravili protest. Prepričani so, da predlog zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa ogroža ekonomsko in socialno varnost zaposlenih in njihovih družin. Zanimivo, da nas gledajo samo iz oken. Očitno je problem v tem, da sneži. Ne delajo poslanci danes v vašo korist tukaj popoldne? Ne. Imajo možnost, da bodo delali v našo korist. Dobili so namreč en zelo slab predlog vlade, ki v naslovu govori, da želi subvencionirati krajšanje delovnega časa delavcem, vendar dejansko pa prinaša koristi le kapitalu. In poslanci imajo danes to zelo veliko možnost to popraviti. Ta pot, ki so jo zbrali, ni dobra. Morajo poslušati, kdaj pa kdaj, tudi sindikate. In gre za zakon, ki usodno zaznamuje standard mnogih delavk in delavcev. In to sporočilo je prvo močno sporočilo. Treba pa vedeti, da teh 100 ljudi, ki smo se danes tukaj zbrali, smo v stanju, če nas politiki ne bodo poslušali naprej, pripeljati na tisoče ljudi v Ljubljano in blokirati Ljubljano. Vodje poslanskih skupin koalicijskih strank SD, Zares, Desus in LDS so podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju ter sodelovanju v vladi in državnem zboru. S tem sporazumom bomo seveda zagotovili sprotno in dobro obveščanje poslanskih skupin in klubov koalicije. Tvorno se bomo vključevali tudi v pripravo aktov, ki jih pripravlja vlada in jih bo kasneje posredovala v državni zbor. Prav tako bomo obveščeni o kadrovskih zadevah. Izvajanje tega sporazuma bo seveda zagotavljalo naše kvalitetno delovanje, to, kar je tudi naš namen v osnovi. Kot bi koalicijska pogodba že v osnovi ne pomenila usklajenega delovanja koalicijskih strank. Z okoljskim ministrom Karlom Erjavcem se je včeraj srečal ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pojasnil, kako namerava urediti prometni nered v prestolnici. V tem planu se predvideva na vsakem izstopu iz obvoznice Park and Ride sistem, 3 glavne vpadnice v 6 pasovnice, kjer bojo te 5. in 6. pas samo za javni transport. V tem planu za Briselj, ki je dobil potrditev, je podvojitev uporabnikov javnega transporta in ta 5. in 6. pas obenem podlaga za primestno železnico, ki je recimo mora vsaj teč, ne bom rekel Ljubljana, Brnik, Kranj, pa ne vem do Jesenic. O predlaganih vladnih ukrepih za reševanje gospodarske krize komentar dneva Rado Pezdir. Kljub temu, da je vlada predlagala paket ukrepov, pa vse kaže, da ne bodo zadostni. Ne samo zaradi tega, ker marsikateri izmed njih, denimo subvencioniranje delovnega časa, za marsikatero podjetje ne bo pomenilo kaj drugega kot samo začasno preložitev težav na kasnejše obdobje in hkrati znižanje izdatkov za socialne transferje,
ampak predvsem zaradi tega, ker je javna poraba precej na visoki ravni, ki pa si jo ob znižanju gospodarske rasti težko privoščimo. Strah vzbujajoči so predvsem plačni šoki v nekaterih delih javne uprave, kjer rast realnih plač krepko prehiteva produktivnost. Zato je smiselno pričakovati nove korekcije zakonodaje, predvsem pri nadaljnji davčni razbremenitvi gospodarstva, ki bi pomenila znižanje stroškov delovne sile brez intervencije na račun tretjih podjetij in večjo likvidnost za investicijsko aktivnost. Z tega vidika so vsaj predlagani zakoni o investicijskih olajšavah, ki prihajajo iz vrst opozicijskih strank, ustrezen nabor rešitev, o katerem bi morala vlada resno razmišljati. Temu bi se morala pridružiti tudi racionalizacija in stroškovna učinkovitost javnih investicij, predvsem tudi v zdravstvu, ker sami zdravniki menijo, da prihaja do vsaj 20% izgub vloženih sredstev. Edini del javne obremenitve plač, kjer hitre rešitve niso možne, je verjetno pokojninski sistem, ki čaka na bolj konkretne strukturne spremembe. Če ne drugega, lahko vsaj pozdravimo izjave iz vladnih logov, ki se nanašajo na potrebo po zaustavljanju plač v javnem sektorju in zmanjševanje zaposlenosti v tem segmentu in prekinitve umetnega vzdrževanja že davno propadlih podjetij. To je vsekakor lepa streznitev za del vodilnega telesa, ki je menil, da nova vlada prinaša zgolj prerazdeljevanje. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev na RTV Slovenija, tovarišica Miša Molk, nam je pojasnila, povedala, razkrila in zaupala, kaj je obljubil, zagotovil, naznanil ter dejal predsednik predsedstva direktorata TOZDA RTV Slovenija, tovariš Anton Guzej, glede vrnitve risank v stari programski termin. Bom kar citirala, zaradi odziva javnosti, bo korenita sprememba, ne bo več snemanja strasti, kar pomeni istočasno, da se bodo vrnile risanke nazaj na staro shemo, je pa še odprto vprašanje, kaj se bo umestilo v ta termin. Bila sem tudi vprašana, kaj ne bi sodilo v ta termin in potem sem se pripravljena tudi pogovarjati. Ja, jaz sem tik preden sem odšla sem. Svež podatek. Moj popolnoma svež Miša podatek. pa zna nastopati. Še vreme. Zima, 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 všude je veliká, všude sníh, všecko let na 3 zámky zamyká. Sam piha, ne, danes? Ja, mogoče boljše, da je najslabše, kar lahko rečem. Jo, tlele je zaznoret leče. Tam ne zlece je treba v glavnem. Zima, 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 všude je veliká, koho smích nehřeje. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Vnovič pred naše zaslone vabljeni jutri ob 400. oddaji Vesti na vesti. Do takrat vas iz studia 136 prav lepo pozdravljam. Nasvidenje.